Jeleno Dimitrijevič vsak mesec najdemo v ekološki trgovini Kalček. Za našo oddajo je tokrat pripravila zelo zanimiv prispevek o avtofagiji. Yoshinori Ohsumi je leta 2016 dobil Nobelovo nagrado za dokaz o obstoju avtofagije. Ampak znanstveni krogi že desetletja poznajo ta proces, je normalno prisoten v našem telesu in škoda je, da ga nismo tudi prej spoznali in začeli pridno uporabljati. Ampak tudi zdaj je pomembno, da se zavedamo, kaj to v praksi pomeni, zakaj je tako pomembno in avtofagijo povezujemo s tem, tudi samo ime kaže, da telo poje samo sebe oziroma poje vse to, kar je odpadno v našem telesu, nekoristno. Tu so recimo celice, ki so poškodovane, spremenjene, tiste odpadne snovi, plake, toksične snovi, ampak na tak način, da v bistvu reciklira stvari, se pravi, bo izkoristilo maksimalno to, kar se lahko dobi iz tistega odpadnega materijala in na tak način bomo ustvarjali okolje, ki bo pomagalo, da se zmanjša vnetja, da se podpre imunski sistem, da se zmanjšajo avtoimune bolezni, diabetes tipa 2, tudi recimo na tak način se izboljša odzivnost našega telesa na inzulin, preprečimo nastanek nekaterih vrst raka in tako dalje. In tudi če smo zboleli za kakršnokoli boleznijo, lahko nam avtofagija pri tem procesu pomaga, da se pozdravimo in da spet pridemo v svoje optimalno stanje. Avtofagijo dosežemo na prav poseben način takrat, seveda, ko ne užijemo hrane. To pomeni ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, vse, kar proizvaja dejansko energijo v našem telesu. In to dosežemo takrat, ko smo recimo na postu, post ob vodi ali suhi post, takrat v bistvu, ko ne užijamo ne hrane, ne vode. Seveda za to vrstne oblike izvajanja posta se pripravimo, počasi uvajamo ta proces v naš dnevni ritem in tukaj zelo pomaga intermitentno postenje. Zdaj, jaz vedno zagovarjam rastlinski način prehranjevanja in če smo na rastlinskem načinu prehranjevanja, takrat v bistvu pojemo ogromne količine ogljikovih hidratov, ki redno ustvarjajo glikogenske rezerve v jetrih, v mišicah. Nažalost, če želimo stopiti v sam proces avtofagije, moramo porabiti glikogenske rezerve. In če jih ne porabimo, takrat v bistvu ne pridemo v absolutno stanje avtofagije. Zaradi tega je post izjemno pomemben in to na tak način, da recimo, če smo pretežno na rastlinski hrani, izvajamo intermitentno obliko postenja, kar pomeni ne užijamo nikakršne hrane, lahko pijemo vodo, nesladkane zeliščne čaje, za tiste, ki pijejo kavo, ki jo tudi ne priporočam, ampak če pijete, takrat je to samo kava, brez kakršnihkoli dodatkov, sladkorja in mleka in tako dalje. Na tak način, če to izvajamo vsakodnevno 18 pa tudi do 20 ur, pa hkrati recimo 2 do 3krat mesečno izvajamo majčkeno daljše poste, recimo ob vodi 2 do 3 dni, takrat res lahko imamo maksimalne koristi od avtofagije. Pri tem nam tudi pomaga recimo, če smo nekaj časa na hrani, ki je visoko maščobna, v smislu tudi veganska, ketonska dieta, jaz osebno tudi ne zagovarjam kot recimo način prehranjevanja do konca življenja, ampak mogoče v določenih obdobjih, ali ko želimo pospešiti sam proces avtofagije, takrat se lahko splača, ali če imamo kakšne nevrološke težave ali težave z možgani, tudi v tem primeru lahko pomaga. Tudi recimo, če smo izpostavljeni kratkim stresom v smislu intenzivno športanje, kardiovadbe, potem recimo kakšna sauna ali hot yoga in tako dalje. To tudi lahko kombiniramo z kakšnimi vajami za mišico oziroma tisto z utežmi ali z lastno težo, da ne bi v tem procesu izgubljali tudi svoje mišične mase, če slučajno se zgodi, da pretiravamo z avtofagijo, ker tukaj govorimo res o katabolnih procesih razgrevanja in transformacije za pridobivanje same energije. Če želimo še dodatno pospešiti avtofagijo, takrat je dobro, da užijemo prav določena živila. Tukaj govorimo recimo o križnicah, brokoli, cvetača, brstični ohrovt, tudi zelje in tako dalje, temnozelena listnata zelenjava. Vse, kar vsebuje tudi veliko polifenolov, hkrati jagodičevje, tudi zeleni čaj, lahko izvleček zelenega čaja, ki vsebuje visok odstotek epigalokatehingalata, lahko je resveratrol, ki se veliko uporablja v anti-aging medicini, vemo, rdeče grozdje, tudi različno jagodičevje, češnje in tako dalje.
Potem so stročnice izjemno dobre, fižoli posebej, ker vsebujejo fitonutriente, ki nam pri tem pomagajo. Na tak način bomo pomagali telesu, da dobi več antioksidantov, da se lažje uravnava krvni sladkor, hkrati se bo tudi porabila maščoba in to je ravno to, kar pri avtofagiji nastaja. V tem procesu telo porabi najprej tiste zaloge, ki jih imamo, maščobne, tako da bomo tudi vzdrževali optimalno telesno težo, hkrati pa bomo vplivali maksimalno na naše dobro zdravje. Tako da vsem priporočam, da poskusite aktivirati svoj proces avtofagije in ohranjati svoje dobro zdravje.